Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Marka Aurelij, meditacije. Razumi končno, da je v tebi nekaj močnejšega in božanskega kot tisto, kar povzroča telesne strasti in te vleče kot nemočno lutko. Kakšne misli zasedajo moj um? Ali to ni strah, sum, želja ali kaj podobnega? Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Naše življenje je pogosto podvrženo zunanjim silam, stresu, pritiskom, pričakovanjem drugih. Toda Marka Aurelij nas vabi, da se zavemo, da imamo v sebi nekaj močnejšega, nekaj, kar je nad temi telesnimi strastmi in zunanjimi silami, ki nas vlečejo sem in tja kot lutke. Misli so tiste, ki pogosto obvladujejo naše življenje. Strah, sum, želje te misli zasedajo naš um in nas pogosto vodijo na poti, ki jih morda ne želimo slediti. Toda ali res želimo, da nas te misli vodijo? Ali res želimo biti lutke, ki jih vlečejo telesne strasti? Pomislite na to, ko se naslednjič znajdete v situaciji, ko se počutite preobremenjene ali pod pritiskom. Ko vam stres preplavi se vprašajte, ali sem jaz lutka ali sem več kot to? Ali so to moje misli ali so to misli, ki so mi bile vsiljene od zunaj? Ste kdaj poskusili meditirati in ugotovili, da je vaš poln misli, ki jih ne morete ustaviti? To so te misli, ki nas vlečejo, te strasti, ki nas pretvarjajo v lutke. Toda meditacija nas uči, da lahko prevzamemo nadzor nad temi mislimi, da nismo nemočni pred njimi. Lahko se odločimo, kaj bomo mislili, kaj bomo čutili, kaj bomo storili. To je tisto, kar Mark Aurelij želi povedati. Imamo v sebi nekaj močnejšega in božanskega, in to je naša sposobnost nadzora nad lastnim umom in telesom. To je izziv, ki ga postavlja pred nas Mark Aurelij. Ne dovolite, da bi vas vodile telesne strasti. Ne dovolite, da bi vas vlekla tuja pričakovanja. Bodite več kot lutka. Bodite močnejši. Bodite božanski. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.